Pozdravljeni, dobrodošli v 5. epizodi podcasta Digitalno izobraževanje. Pogovor bom vodil Rok Gumzej, strokovni sodelavec centra Logout, in v tokratni epizodi se bomo pogovarjali o tem, kako pomagati mladim v stiskah, ki izhajajo iz digitalnega sveta. Temo nam bosta pomagala nasloviti naša gosta, strokovnjaka z bogatimi izkušnjami iz 2 svetovalnic za mlade, tista Tom Telefon in To sem jaz. Z nami sta Domen Kralj, magister psihologije in sodelavec Nacionalnega inštituta za javno zdravje pri programu To sem jaz, in Uroš Brezovšek, podpredsednik Zveze prijateljev mladine Slovenije ter vodja Tom skupine Krško. Pozdravljena. Pozdravljeni. Lepo pozdravljeni. Za začetek mogoče bi prosil, da na kratko predstavita, kaj omenjeni platformi Tom Telefon in To sem jaz sta, pa mogoče kakšne vrste pomoči ponujata. Pa mogoče za začetek začnemo s Tom Telefonom. Ja, Tom Telefon je edini splošni telefon za otroke in mladostnike v Sloveniji. Deluje že od leta 1990 v okviru Zveze prijateljev mladine Slovenije. Nacionalno mrežo sestavlja 9 svetovalnih skupin, ki delujejo v Ljubljani, Mariboru, Murski Soboti, Slovenskih Konjicah, Krškem, Idriji, Ajdovščini, Tolminu in pa v Velenju. V okviru teh svetovalnih skupin deluje kar 140 prostovoljcev, ki odgovarjajo na vprašanja, na težave otrok in mladostnikov. Naj povem, da Tom Telefon ponuja brezplačno in anonimno in pa seveda zaupno svetovanje otrokom, ampak telefon ni edini kontakt. Ravno tako deluje spletna klepetalnica e-Tom, ki deluje po urniku od ponedeljka do petka med 14. in 21. uro, medtem ko Tom Telefon deluje med 12. in 20. uro vsak dan, tudi ob nedeljah in praznikih. Tretji kanal, na katerega nas lahko otroci dosežejo, pa je elektronska pošta, na katero lahko vedno pišejo. Ravno tako pa imamo tudi spletno stran e-Tom, kjer si lahko otroci in mladostniki sami preberejo zapise o določenih temah, ki so jih pripravili strokovnjaki. Super. Pa mogoče še platforma To sem jaz? Ja, platforma To sem jaz se nahaja na naslovu www.tosemjaz.net in že tudi obstaja kar nekaj časa, od leta 2001, in predstavlja trenutno največjo mladinsko spletno svetovalnico, ki mladostnikom ponuja dostop do brezplačnega, strokovnega in pa anonimnega nasveta. Imamo trenutno mrežo 100 strokovnjakov, ki odgovarjajo na vprašanja mladih, od psihologov, zdravnikov, po drugih specialnosti, tudi recimo socialni delavci, pedagogi. Skratka, širok nabor strokovnjakov, ker so tudi teme, s katerimi se obrača na nas, mladostniki, zelo raznolike. Pa mogoče kar že opažate v zadnjih letih mogoče kakšne spremembe v teh temah tudi, s katerimi mladi prihajajo do vas? Ja, če bi pogledali zdaj teme nekako čez ta obdobja, kar opažamo, mogoče če dam podatke recimo za lansko leto, smo imeli največ vprašanj vezanih na področju duševnega zdravja. Duševno zdravje zajema zdaj cel sklop, od vprašanj vezanih lahko na neke stiske ob nekih odnosih, starši, vrstniki, prijatelji. Lahko gre tudi za stiske vezane nekako področje anksioznosti, depresije. Tudi teh vprašanj je bilo kar precej. Če bi pa primerjali recimo z obdobjem izpred 10 let, so bila pa prevladujoča vprašanja predvsem vezana na spolnost in pa na spolno zdravje. Torej tudi mogoče na to odraščanje, puberteto, menstruacije pri puncah, mogoče tudi prvi spolni odnosi. Tako da je zanimivo, ta prehod, da je vedno bolj zdaj v zadnjih letih po spredju področje duševnega zdravja. Opažate na Tom Telefonu podobno? Podobno. Pri nas, pri Tom Telefonu smo predvsem opazili to, da so pojavnost oziroma tematike, s katerimi so se na nas obračali otroci, bile nekako podobne oziroma najpogosteje so bile povezane odnosi z vrstniki, telesnim razvojem, spolnostjo, šolo. Potem se je pa zgodilo leto 2020 in pa korona
epidemija, ki pa je na površje priplavila duševno zdravje otrok in mladostnikov, tako da so nekako ti odnosi z sovrstniki prišli v ozadje in da je bilo žal trend največje rasti med vsebinami med letom 2020 in 2021 samomorilna tematika, kjer so uporabniki razmišljali, načrtovali ali pa tudi že poskušali z samomorom. Naj povem konkretno, da če je bil pred epidemijo vsak 60. kontakt samomorilska tematika, je ta po tem obdobju epidemije bil že vsak 13. kontakt. Ja, jaz se pridružujem tu sogovorniku s tom telefona. Tudi pri nas nekako opažamo, da je vedno večje število vprašanj vezanih na področje samomorilnosti, samomorilnih misli, tudi teh res najtežjih vprašanj, ko dejansko je že včasih izražen namen in je res včasih že prav predstavljeno, da je ogroženo neko življenje. Tako da res je to nekaj, kar tudi pri nas opažamo v tej spletni svetovalnici, to sem jaz. Ker če tudi pogledamo, naprimer danes, ko smo že nekako po epidemiji, je dejansko žal, kar se tiče duševnega zdravja otrok, pa ne bo to ali samomorilne misli, ali anksioznost, samopoškodovanje in ostale stvari še vedno zavzemajo mesto med prvimi 5 tematikami, kar pred epidemijo dejansko sploh ni bilo tako opazno. Zdaj, epidemija je tudi kar povečala nek čas, ki ga mladi danes preživijo pred zasloni. Tudi po podatkih Safe.si raziskave navajajo, 40% staršev navaja prekomerno uporabo interneta in naprav za zasloni pri svojih otrocih. Kako zaznavate mogoče te digitalne stiske na vaših platformah? Tematike, ki se nekako nanašajo na internet v kontaktih tom telefona, obsegajo približno 3-4%. Se pravi, ni to glavna tematika med vsemi prejetimi kontakti. Bolj pomembno je, da ne glede na tematiko se mladi znajdejo položaju, ko imajo občutek, da so v brezizhodnem položaju. Zato je zelo pomembno, da vsi odrasli, ki z mladimi živimo, delamo, se zavedamo, da mladi pri premiku iz tega položaja potrebujejo pomoč odraslih. To je tisto bistveno. Ja, pri nas recimo opažamo, nimamo zdaj prav neposredne kategorije za področje stisk na spletu, merimo pa to preko kategorije medvrstniškega nasilja, ki pa tudi vključuje, bomo rekli, nasilje na spletu. Zdaj sami podatki glede nasilja nekako tudi se nekje podobno gibajo, okoli 2%, zdaj če bi nekako celotni delež teh vprašanj pogledali, bi pa vsem poudaril, da to, kar pa opažamo recimo glede teh, bomo rekel, digitalnih stisk, je mogoče ta posredni vpliv v drugih vprašanjih. Recimo, kar opažamo pri nas, recimo na drugem mestu za duševnim zdravjem so recimo vprašanja vezane na odnose. In tu pa opažamo, da se mladi predvsem obračajo na nas tudi zaradi kakih stisk, ki se pojavljajo zaradi odnosov na spletu. Sploh mladi pogosto krat zdaj poročajo o tem, da vstopajo neke stike ali prijateljstva ali pa tudi partnerstva, prve fante, prve punce preko Snapchata, preko Instagrama, preko teh socialnih omrežij. In včasih lahko potem tudi pride do tega pošiljanja slik, intimnih fotografij, kar pa lahko vodi tudi do nekih stisk, če se ta slika prepošlje pol naprej drugim vrstnikom. Torej, da se v bistvu to orodje uporabi kot neko orodje, ki stiske poveča, ki bi že prej bile lahko tudi prisotne. Ja? Dejansko je to medvrstniško spletno nasilje je tisto, kjer se otroci nekako skrivajo za anonimnostjo. Naj povem, da je najbolj popularno to, da o njih širijo različne lažne informacije. Kot je bilo že omenjeno, pojavljajo se določene fotografije. Otroci so pa že tako digitalno pismeni, da naredijo določeno zaprto skupino, v njej opravljajo žrtev, pošiljajo fotografije, potem ta fotografija nenadoma zakroži po šoli, lahko je intimna ali pa prirejena fotografija. To otroci radi delajo, da primere oziroma da obdelajo
fotografije na ta način. Konkretno imamo pri nas primer, kjer se je na nas obrnilo dekle, ki je povedalo, nekdo iz naše šole je preurejal moje fotografije tako, da je izgledalo, kot da sem na njih gola. Sedaj vsi mislijo, da sem to jaz, prijel se me je vzdevek prostitutka. Kaj lahko naredim, da me sošolci nehajo zbadati? To je en konkreten primer ravno takšnega medvrstniškega nasilja v digitalnem svetu. Torej najpogostejše stiske digitalne povezane torej z neko obliko v bistvu nekega spletnega nasilja, bi rekla. Ja, zdaj pri nas recimo je kar nekako širok razpon, no. Bom rekel, da ni prav neposredno samo ene tematike, ki bi jo lahko zajel kot obliko spletnega nasilja, ker je res to se pojavlja ali preko nekih odnosov, ne, pa težav v odnosih, ki prihajajo zaradi nekih, bom rekel, povezav na socialnih omrežjih, pa potem mogoče, tako smo prej povedali, intimnih fotografij, ki mogoče zaokrožijo po neprimernih mestih. Opažamo tudi to, nekako to, kar smo zdaj govorili, tudi ta pojav umetne inteligence, nekako tudi, kar so nas upozorili, je to, da zdaj mladi že kar pogosto poznajo ta orodja, s katerimi lahko slike zelo preprosto oblikujejo, ne. Torej, da dajo sliko neke osebe, ne, in jo potem avtomatsko umetna inteligenca generira. In da res lahko zaradi tega pride do velike škode, ne, pri vrstnikih, pri starših, in lahko tudi vodi pol v različne duševne stiske. No. In pri nas mogoče bolj opažamo, da se še zaenkrat bolj s temi stiskami obrača na nas, predvsem področje duševnega zdravja, torej mogoče neki stiski posredno vodijo iz nekega spletnega nasilja v to, da pride do razmišljanja mogoče o smrti celo, ne, ali neke stiske, anksioznosti, tudi depresivnega razpoloženja. Kako pa mogoče gledate na to, da lahko mladi prepoznajo to vrstno dogajanje, kaj lahko mogoče ob tem storijo, kje lahko mogoče najdejo neko prvo pomoč v primeru nekih digitalnih stisk? Jaz bi še nekaj posebej tukaj poudaril, da pogosto mladi jemljajo takšno nasilje na spletu oziroma ga zagovarjajo kot šalo. Sej mu ni bilo nič, sej je bila samo fotografija. Za njih je to nedolžna šala, medtem ko pa žrtev v tem utrpi hudo duševno stisko, ki je mladi ne prepoznajo, ne vidijo. Tukaj je pa zelo pomembno so ravnanja nas odraslih tudi. Zato, ker pri otrocih je zelo pomembno, da v prvi vrsti prepoznajo, da so določena vedenja na spletu napačna, neustrezna, lahko celo kazniva. Da tisto, kar v normalnem okolju, da tako rečem, ne smejo početi tudi v spletnem okolju. Za otroke je težava v tem, da oni svoje čustvovanje, svoje, bom rekel, doživljanje, ki ga doživljajo na spletu, za njih je to realnost, sedanjost. Oni ga v sebi čutijo, ne glede na to, ali so ga doživeli na spletu ali so ga doživeli v realnem okolju. In to, da jim razložimo, da nekaj ni primerno, da ne gre le za hec, le za šalo, da je zelo pomembno, da postanejo odgovorni do svojih ravnanj, ne samo v navadnem okolju, ampak tudi v spletnem okolju, da ta anonimnost, ki tudi odrasle potegne, sej vsak od nas mora priznati, da se je kdaj znašel v situaciji, ko imaš ti občutek, ko si sam z ekranom in tipkovnico, na drugi strani ni sogovornika, da marsikaj več si napisal, kot bi v živo povedal. Otroci ravnajo enako in se ne zavedajo, da vse tisto, kar povzročajo oziroma kar naredijo na spletu, ima lahko posledice, na katere niti ne pomislijo. Jaz bi tu mogoče sam dodal, ker tudi mi opažamo, mi imamo tudi drugi del programa, to sem jaz, ki je vezan na šolsko preventivo, torej na preventivne delavnice v šolah. In tudi, ko recimo gremo včasih na kakšno šolo, pa ne, gremo v razred, ko govorimo včasih o nasilju ali pa o spletnem nasilju, točno to, kar ste povedali, tudi mladi ne dojemajo tega kot nasilje. Torej, kakšna zmerljivka, žaljivka na spletu, to ni prepoznano več kot nasilje. In če gremo bolj podrobneje, ali bi nekomu pa v resnici to povedali? Ne bi. Ne. Na spletu pa
tako kot je bilo prej povedano, za to anonimnostjo, za tem občutkom, da smo zdaj vse mogočni, da se mogoče nič ne more zgoditi, je lažje zapisati besede, za katere mislimo, da nimajo učinka, pa jih imajo, ne, tako to živo. In jaz večkrat rečem tudi, ne, a bi recimo te besede, ki jih napišeš na spletu, ali pa mogoče tudi sliko, ne, ki jo objaviš na spletu ali pa pošleš tudi preko, naprimer, Snapchata ali pa teh orodij, objavil nekje na šoli. Ne. In velikokrat je odgovor ne. Ker mladi se ne zavedajo, da je preko spleta vse relativno hitro in da je zelo, zelo težko, ko enkrat objaviš nekaj na spletu, to tudi izbrisati. In da tiste objave, ki so jih naredili o sebi, o drugih, dejansko nekako tudi, če je samo Snapchat, tudi Snapchat se da z drugim telefonom posnet fotografija. Ni tisto, da samo nekdo vidi, pa pozabi. Še hujše je, ko se take fotografije, neprimerne izjave všečkajo, komentirajo, delijo naprej. Žrtvi nasilja lahko to povzroči vsak všeček, vsak komentar novo nasilje in to nasilje je potem kot snežena kepa, ki se vali in žal mnogokrat ne vidijo potem izhoda iz takšne situacije, ko je že prepozno. In tudi podoživljajo potem to nasilje vedno znova. Kje lahko potem mladi najdejo neko prvo pomoč? Prvo, kar se tiče, bom rekel, same izbrisa fotografij na spletu, obstajajo posebne strani, na katere se lahko mladi obrnejo in sicer pri nas obstaja portal safe.si, portal za odstranjevanje golih, polgolih posnetkov iz spleta, tako za mladoletne, takedown, kot za polnoletne, stop.ii, kot tudi spletno oko, na katerega lahko mladi otroci prijavijo posnetke ali spolnih zlorab otrok ali pa neprimerne gole fotografije, ki se pojavijo dejansko na spletu. Ja, jaz bi mogoče tu še dodal tudi na naši spletni strani, to sem jaz, imamo tudi številne rubrike, med drugim tudi rubriko, ko smo pripravili skupaj z Logout, jaz na spletu, in tu tudi objavljamo vse te informacije, ki so vezane na to, kje najti pomoč, recimo v primeri spletnega nasilja, tudi napotke, kako si pomaga, kaj storiti, ne? Tako da tudi te povezave so dostopne tam. Smo pa mi tudi nekako si prizadevamo, da je spletna svetovalnica, to sem jaz na voljo, tudi v primeru takih vprašanj. In če bi res prišlo do tega, da je v ozadju neka zloraba, čeprav je anonimnost, ne, ampak moramo vedeti, ne, včasih, če so res neke zadeve, ne, kot je na primer spolno nasilje, takrat ne, tudi anonimnost je pod vprašanjem, ne, in je treba razmisliti o tem, kako naprej postopati. Zdaj smo se zelo osredotočili na neko medvrstniško nasilje na spletu, je pa tudi ena stvar, veliko stisk na spletu je povezanih z nekim medsebojnim primerjanjem, z nekimi nerealnimi standardi lepote in uspeha na spletu. Po raziskavi safe.si sta le 2% staršev meni, da njihov otrok želi nek lepotni poseg zaradi izgledov na spletu. Po drugi strani pa 25% osnovnošolcev oziroma 33% srednješolcev razmišlja o plastični operaciji, da bi izboljšali svoj videz. Kako lahko tu pomagamo, da mladi mogoče prepoznajo tovrstne pritiske, ki se pojavijo na spletu? Problem teh večjih platform je, da postavljajo določene ideale. Ampak ti ideali, ki jih postavljajo mladim, imajo v ozadju, bom rekel, svojo zgodbo. Najpogosteje je to prodaja določenega izdelka, tudi influencerji, če pogledate, skoraj vsi ponujajo zraven oziroma reklamirajo še nek dodatek. Jaz ne bi dal, bom rekel, vse samo, da morajo mladi paziti, kaj in kako gledajo. Odrasli oziroma odločevalci bi mogli pritisniti tudi na te velike platforme, da morajo oni izčistiti, kaj vse se pojavi na spletu in kaj vse vpliva na naše mlade. Zato, ker to predstavlja nek ideal, nek idol za mladega in ko se v dobi odraščanja opazuje tega, je
to nekako njegova podoba, ki jo želi doseči. Tega pa vsekakor za naše mlade ne želimo, da bi bili kot vsi influencerji oziroma kot vsi, da tako rečem, plastične lutke na spletu, ki se prikazujejo, tako da ne samo, da se z njimi pogovorimo, potrebno bi bilo tudi nekako najti možnost pritiska na te velike platforme, da tudi one nekako prefiltrirajo oziroma prečistijo, kaj vse se pojavi na spletu in čemu vse so naši mladi izpostavljeni. Ja, mislim, da je to kar eno tako kompleksno področje, ki ima številne, bom rekel, tudi različne lahko razloge, kateri bi iskal, tudi ta pojavnost, primerjanje s temi lepotnimi ideali. Vemo pa, da živimo v tej informacijski dobi, ko res smo preplavljeni z informacijami in tudi mladi so preplavljeni že od malih nog praktično, z nekimi vsebinami, z nekimi influencerji, tudi bom rekel, s tem, kar je zaželeno, kaj je dobro imeti. Ne samo, bom rekel, ti vzorniki, ampak tudi jaz pogosto slišim, ne poznam točno izraze, ampak uporabljajo te znamke, brende, ki si jih kupujejo, kar je bilo že sicer včasih, ampak nekako je zdaj to, se mi zdi, da spet prišlo bolj v spredje, torej, če to pa to imaš, potem si cool, če tega nimaš, potem nisi. In ena stvar, ki se mi zdi tu pomembna pri mladih, je za opozoriti z vidika razvojnega obdobja, je tudi to, da mladi nekako, ko odraščajo, ko se razvijajo, imajo tu zelo pomembno vlogo, ne samo starši, ampak bom rekel, odrasle osebe, in tudi model, kakega predstavljajo. Mladi se učijo preko tega modelnega učenja, torej kaj jim je nekaj za zgled, in v teh začetnih letih zagotovo tudi kopirajo marsikaj od koga. In je tudi pomembno in od odraslih, da so vzor mladim, hkrati pa potem, ko pride v to obdobje pubertete, pride po spredje bolj, bomo rekli, vrstniki. In zagotovo tudi vrstniki bi morali biti nek vzor. Zdaj, če pogledamo današnje influencerje, tako smo prej slišali, vprašanje, kaj je tu res v spredju. A je to, da so oni pravi vzor, ali so vzor zaradi tega, ker promovirajo nek produkt? Ker tudi lahko spet s konkretnim primerom povem, naprimer ena od, ko je poklicala k nam, je odgovorila, hej, zanima me, kako naj najhitreje izgubim kilograme in prekomerno težo, kaj naj jem. Že nekaj dni nič ne jem, vse moje sošolke so suhe in lepe, objavljajo slike in dobivajo ful lepe komentarje. Jaz ne upam objaviti nobene slike več. To je konkretno tisto, ko ima otrok pred sabo določen ideal, nizko samopodobo, občutek neustreznosti v določenem trenutku. In mi menimo, da pri grajenju identitete mladih in njihove samopodobe bistveno pomagamo lahko v živih stikih. Naj bo to družina, naj bo to šola, kjer sta dve okolji, kjer je ta vpliv še možen. In zavedanje ne samo staršev, ampak tudi učiteljev, kako pomembni so ravno pri gradnji te samopodobe, pri gradnji identitete mladih. To je pomembno sporočilo, da ima vsak od nas vlogo tudi, ta odgovornost. Ne samo, da s prsti kažemo, kdo je zdaj odgovoren, ampak vsak od nas, in tudi šole, učitelji, starši, tudi mi, ki delamo z mladimi. Kot družba celoti. Mogoče kakšni bolj tudi konkretni preventivni ukrepi, mogoče za starše, kako lahko se zaščitijo tu, da... Prvi korak je že, da starši prepoznajo, da se z njihovim otrokom nekaj dogaja. Je težko. Pogosto mi pravimo, poslušajte svoje otroke, opazujte jih, spremljajte jih. Mnogi starši poslušajo svoje otroke, vendar jih ne slišijo. Žal je današnji tempo življenja takšen, da nekako ni več tistega stika, ki je bil včasih. Že če pogledamo družino, ki je pri kosilu, pri večerji, včasih ni bilo mobilnega telefona na mizi. Pogovarjali smo se, vedeli smo, kaj so starši doživljali v službi, v realnem življenju. Povedali so nam, da tudi oni se spopadajo s težavami in takrat smo lahko otroci ugotovili, da pač svet je takšen, da imamo izzive, s katerimi se soočamo. Danes je ta tempo zelo hiter in želimo apelirati na
na starše, naj opazujejo svoje otroke, naj se z njimi pogovarjajo, naj poskušajo ustvariti eno pozitivno, odprto komunikacijo, ker le na ta način bodo izvedeli, ko se bo z otrokom nekaj dogajalo, da prihaja do nekaterih sprememb in te spremembe ponavadi odzadaj kažejo, da so naleteli na neko težavo, na določen izziv in takrat naj mu stojijo ob strani in naj mu pomagajo rešiti to težavo. In naj starši ne delajo namesto otrok. Zakaj? Zato, ker otroci potrebujejo tudi svoje izkušnje. Morajo se naučiti, da slej ko prej se bodo znašli v realnem življenju, ko ne bodo vedno starši ob njih, ampak v dobi odraščanja, v dobi izgradnje identitete, v tem času pa potrebuje vsak otrok ob sebi trdno odraslo osebo, ki mu bo pomagala, da se bo naučila, kako živeti v nadaljnjem življenju. Jaz bi mogoče tu izhajal, sicer na Nacionalnem inštitutu za javno zdravje imamo tudi program psihološke prve pomoči, ki sicer namenjen, bomo rekli, svojcem oseb, ki ima kakšne duševne stiske, ampak smo pripravili algoritem, ki se mi pa zdi, da bi ga lahko tudi fino vklopili v ta koncept in tudi to, kar smo slišali. In to so 3 P-ji, prepoznati, pristopiti, pomagati. In prepoznava pomeni tudi to, predvsem za starše, da so pozorni na to, kaj se dogaja z otrokom. Da velikokrat je lahko že to, če poznamo svojega otroka, vemo, kako funkcionira, če ni več isti, kot je bil, če to je neko obdobje, ki traja, naprimer teden, 2 tedna, da se otrok drugače vede, je lahko to en opozorilni znak, da nekaj ni ok. Prav tako tudi to, da mogoče malo poznajo, bom rekel, stanje, tudi preko pogovora, tako smo slišali, da se zanimajo za to, kaj so v šoli dogaja, kaj so z njegovimi vrstniki, pa njenimi vrstnicami, da dobijo malo pogleda v to, kaj otrok doživlja, ko je izven družinskega okolja. Drugi korak, pristop, se nanaša na to, da če mi opazimo neko stisko pri otroku, da se ne ustavimo, da ne ignoriramo, ampak da dejansko pristopimo. Ne rabimo biti tu neki strokovnjaki, klinični psihologi. Vsak od nas ima namreč to možnost, da nekako spregovorimo. In tu je predvsem pomembno, da pustimo osebi na drugi strani čas, da se pove, kaj se dogaja, da poskušamo biti čim bolj odprti, da ne pritiskamo ali pa ne obsojamo, kaj se dogaja, ampak damo priložnost za to, da oseba spregovori. Jaz večkrat rečem, kakšno vprašanje na K, da so zaželena, ne samo, a si v redu, kaj je narobe, ko je lahko odgovor samo da ali ne. Kako je bilo v šoli? Kako je bilo v šoli, v redu. Ampak da vprašamo, kaj se je kaj danes dogajalo, na kak način si danes preživel dan, kako boš preživel ta vikend, kako se boš učil. Skratka, da razširjamo zgodbo, ne pa da jo zapiramo. To se mi zdi pomembno in tudi to, tudi kot je sogovornik povedal, vzeti si čas, slišati otroka, ne samo da 2 minuti pa je to, ampak tudi to je umetnost, da vzdržimo, da slišimo, kaj sporoča druga oseba in da se odzivamo na to, ne toliko iz nas, ampak iz druge osebe. In tretji korak je pomoč. Pomoč pa pomeni, da ni nujno, da zdaj mi pomagamo na način, da dajemo na svet. Velikokrat vemo, pa smo pri odraslih, če bomo dali na svet, ne bo nekega efekta. Oseba mora sama priti do tega, da ugotovi. Pri otrocih je pa pomembno, to postavljanje mej. Ampak če prepoznamo, je za nas kot starši lahko naprimer dovolj že to, da vemo, kam po pomoč, kje se obrnati, kje poiskati pomoč. Kako bi mogoče kakšen predlog za starše, ki bi pa vseeno želeli spodbuditi svoje otroke k temu, da uporabljajo vaše platforme, ki so z kvalitetne vsebine, ki lahko veliko dajo, kako mogoče kak nasvet k temu, kako pristopiti k temu? Ja, za starše, mogoče bom kar na kratko povedal, zato sem jaz recimo, bi nekako vseeno poudarili, da tudi starši je dobro, da so obveščeni v tej platformi in da tudi mogoče otroke spodbujajo k temu, da če morda niso pripravljeni spregovoriti o svoji stiski, da jim samo povejo, da obstaja pomoč tudi druge in da je recimo spletna platforma, to sem jaz, ena super spletna stran, kjer lahko res brezplačno in anonimno dobijo nasvet od strokovnjaka. In še ena stvar, tudi to, kar
večkrat poudarimo, kar starše lahko pomiri, da spletna stran, to sem jaz, dejansko funkcionira po principu, da imamo uredniški sistem in tu pri nas res podbujamo varno komunikacijo. Objavljajo se samo vprašanje po odgovori, ki so primerni za objavo na spletu. Ne? Kakršnokoli medvrstniško nasilje pri nas ne odobravamo in se tudi ne objavlja. Jaz bom tako rekel, da vsi se zavedamo, da izolacija otrok od interneta v današnjem svetu več ni mogoča. Otroci rastejo z internetom, z njim se učijo, ampak pomembno je, da stopijo tudi starši v ta korak skupaj z otroki, da v ta odnos internet-otrok starši vlagajo veliko truda in da se iskreno zanimajo za to, kar otroci počnejo na spletu. Če naprimer konkretno igrajo igrice, naj starši pokažejo toliko zanimanja, da bojo spoznali to igrico, da je pomembno in preko tega bojo tudi spoznali otroka, kaj njemu všeč in bojo mogoče našli tudi rešitev za aktivno preživljanje prostega časa, ki ne bo samo virtualni svet, ampak ga bojo lahko skupaj dali. Pomembno je tudi, da otrokom povejo, da če bojo uporabljali določene omejitve, da se z otrokom odkrito pogovorijo, zakaj je to pomembno, zakaj so tak, naprimer, starševski nadzor dali, ker danes si moramo nekaj priznati. Otroci, mladostniki v določenih digitalnih vsebinah prekašajo starše. Hitro bojo najdli obvod, ampak pomembno pa je, da se otroci zavedajo, da je tudi staršem mar za njih, in pa predvsem zato, da nekako preverjajo starši, kaj otroci počnejo na spletu, da se z njimi pogovarjajo. Ta odprta komunikacija, o kateri smo že prej govorili, je veliko boljša kot pa kakršnakoli prepoved. Ker če danes rečeš otroku, ne boš smel na internet, če ne prej v šoli, v knjižnici, kjerkoli bo. Zato bom rekel, da takšna prepoved ni. Imamo določene usmeritve, kjer govori, naprimer, koliko otroci naj preživijo za zasloni. Safe.si ima konkretne omejitve za določeno starost, priporočila, tako da lahko vidijo. Tudi priročnik varne rabe interneta je tam. Vzgoja za internet je naprimer en takšen priročnik, ki ga zelo priporočam staršem, da si ga pogledajo. Mogoče bojo tudi sami kaj novega odkrili, ampak veliko lažje se jim bo z otroki pogovarjati o nevarnostih, na katere na otroke prežijo na spletu. Mal je bilo zdaj. Sam dodal bi še, ker je ravno lansko leto bilo tudi leto duševnega zdravja in tudi pri nas nekako ta priročnik, se mi zdi pomembno, da izpostavim, kaj lahko naredim, da mi bo lažje. Dali smo ga generacijam devetošolcev po celi Sloveniji, ravno z namenom, da nekako tudi pri mladi spodbujamo pridobivanje nekih kvalitetnih gradiv, vezanih na področju duševnega zdravja, ki jih lahko imajo pri sebi. Ne pomeni, da bojo porabili takoj, ampak je lahko eno gradivo, ki ga lahko tudi skupaj z starši, skupaj z otroci pogledajo in tudi nekako odpirajo te vsebine. Veliko koristnih informacij na svetu. Mogoče preden zaključimo, bi vaju še prosil za nekaj kakšnih sklepnih misli, priporočil za starše, če smo še kaj pozabili. Jaz bi sam še enkrat povedal, da ta odkrita komunikacija med staršem in otrokom je tisto, kar bo omogočila, da bo otrok varno se razvijal, odraščal, ne glede na to, ali splet obstaja, ali splet ne obstaja, še vedno je tista komunikacija v živo prva in naj bo ta tista pristna med staršem in otrokom in veliko ne moramo reči, da se otrok ne bo znašel v stiski, ampak tudi, če se bo znašel v stiski, bo vedel, kam se lahko obrne po pomoč, da je starš tisti steber. Če pa v primeru, da pa se ne najde ta komunikacija, smo pa še vedno tukaj, Tom telefon, to sem jaz in pa druge platforme, kjer lahko skupaj z nami poiščajo steber v svojem lokalnem okolju. Ja,
mislim, je že sogovornik tako lepo povedal, da mogoče jaz bi uporabil kar naš slogan, no, ki je prijatelj med odraščanjem. Pa nekako se mi zdi, no, da je v tem obdobju odraščanja pomembno, da imajo otroci prijatelje. Tako med vrstniki, ne, kot tudi, bom rekel, z vidika staršev, ne čisti prijatelj v smislu, ne, da bo vse dovolil, pa vse sprejemal, ne, ampak ta odnos, tako kot smo slišali, pristnega zanimanja, tudi če na primer igra videoigre, ne, da so lahko to neke teme, o katerih lahko tudi raziskujemo otrokov svet, torej zanimanje za otroka, vzpostavljati odnos, to pristnost, iskrenost. To je tisto, kar je potrebno negovati in konec koncev je to neka univerzalna dobrina, ne, ki mislim, da ali na spletu ali pa brez je nekaj, kar definira, bom rekel, ljudi že od samih začetkov in je pomembno, da tudi to še naprej ohranjamo in da se tega zavedamo. Odlične zaključne misli. Hvala gostoma za udeležbo, hvala, ker ste poslušali naš podcast Digitrajno izobraževanje. Duševno zdravje vaših otrok je izjemno pomembno. Če opazite, da je vaš otrok potrebuje pomoč, se lahko obrnite torej tudi na tom telefon ali pa svetovalnico. To sem jaz. Vsebino tega podcasta omogoča Ministrstvo za vzgojo in izobraževanje s pomočjo sredstev mehanizma Načrta za okrevanje in odpornost in Next Generation EU. Ne pozabite, da je znanje moč, zato ga skupaj z nami množite in delite. Ostanite digitrajni in se slišimo v naslednji epizodi podcasta Digitrajno izobraževanje.